Dober dan, Pater Vončina. Danes govorijo na kanalu FSSPX Slovenija, to je kanal Duhovniške bratovščine Svetega Pija X, kamor bomo nalagali tak podcast in podobne podcaste. Za začetek smo si vzeli temo poklici, duhovni poklici in drugače. Drugače tudi na kanal nalagamo pridige in v prihodnosti, ali pa ne vem, če so že, kakšni prevodi posnetkov. Zdaj najprej ste hoteli, Pater Vončina, govoriti o letošnjem svetem letu. Bratovščina se letos posebej posveča duhovnim poklicom. Zakaj je to in kako se bratovščina s tem ukvarja? Ja, torej tudi z moje strani en lep pozdrav vsem. Upamo, da se prime ta podcast tudi. To je eno, kot je bilo omenjeno. Zdaj, da gremo k temi. Nadškof Lefevre je rekel, da mora biti naša stalna skrb duhovni poklici, zlasti duhovniški poklici. Potrebujemo duhovnike, svete duhovnike, je rad ponavljal. Kadar je imel pač priložnost in tako tudi izrecna želja našega generalnega predstojnika Don Davida Paljeranija je, da v tem letu 2025 in tudi potem v naslednjih letih, ampak da zdaj malo bolj začnemo in da malo bolj intenzivno delamo na duhovnih poklicih, ne, posebej duhovniških poklicih, ker pač vemo, da glavna skrb nadškofa je bila rešiti katoliško duhovništvo, ne, ampak seveda imamo tudi še druge vrste duhovnih poklicov, tudi znotraj bratovščine, tako da je tudi ta skrb, da bi bilo več drugih, bomo rekli, redovnikov, redovnic in tako naprej, ne, teh poklicov. To je naloga pač naše bratovščine, tako je zapisano v naših statutih. Cerkev jih je leta 1970 uradno odobrila in jih je tudi pohvalila Rimska kongregacija za duhovščino, ne? Ali za duhovnike, zdaj je to seveda dikasteri se je spremenilo to ime in tako, ampak takrat pač je bilo to pohvaljeno. Tako da se zavzemamo za poklice, sicer z molitvijo, z odpovedmi, z mrtvičenjem, z delovanjem, vsak na svojem mestu, vsak v svojem delovnem mestu, v družinskem življenju, kjerkoli že je, ne, pač k temu smo vsi poklicani, seveda še posebej duhovniki, ampak tudi verniki in to v vseh ozirih, ne, bom rekel, da moramo skrbeti za duhovne poklice, za duhovniške poklice in tudi materialno, bomo rekli, zbiramo določena sredstva sproti, da vzdržujemo naše duhovniške kandidate v semeniščih in tako, ne, oziroma v semenišču v Nemčiji, o tem bomo še kaj več povedali. Tako da so številne pobude, tudi romanje v Rim, na katerega zdaj še enkrat povabim, ker zdaj je še 2 tedna časa, da bi se prijavili. Če bi bilo več prijav tudi iz Slovenije, potem bi lahko šel tudi posebej avtobus iz Slovenije za Rim, tako da vabimo zlasti vse mlade tudi na to romanje v Rim, da se udeležimo, se pravi skupaj Hrvati in Slovenci bomo imeli to romanje in sicer 19. avgusta, ne, se pravi, se odpravimo in potem smo skupaj z vsemi drugimi iz bratovščine, ki bodo tam v Rimu in bomo tam tudi še posebej molili, se zatekali apostolom in tako, ki so tam pokopani. Tako da več tega pravi Pater Regele, naš okrožni predstojnik apostolskega ognja, ki prihaja od Kristusa in poživlja to naše notranje življenje
smo seveda pravi ubogi grešniki in se moramo vedno znova spreobračati, torej iti iz tega minimalizma v krščanskem življenju, pa skrbeti, da bi bili bolj sveti. Je rekel sveti Peter, Gospod, grešnik sem, ne, to omenja. Ampak Kristus mu je takoj rekel, ne boj se, odslej boš ljudi lovil, ne. V bistvu Peter je rekel, pojdi od mene, ker sem grešnik, ne, ali ubogi grešnik, ne, bi celo rekli, ne. Grešnik z veliko začetnico, ne, ampak je rekel, ne boj se, odslej boš ljudi lovil, ne. Tako da je to Božje pooblastilo za to, da gradimo apostolat, da gradimo cerkev v našem času, imamo to Božje poslanstvo, imamo to učinkovitost, ki prihaja od Boga, pač Božja milost, ki nam pomaga, je torej ta naša dolžnost, da to delamo. Zato potrebujemo seveda bilo duhovnikov, bilo svetih duhovnikov in tako naprej, kot tudi ponavadi ponavljamo v teh malih litanijah, bomo rekli, ne. Gospod, podari nam duhovnikov, podari nam obilo duhovnikov, podari nam obilo svetih duhovnikov, podari nam obilo svetih duhovnih poklicev oziroma redovnih poklicev, podari nam katoliške družine in tako naprej, ne. To, kadar molimo pred Najsvetejšim v naši bratovščini, seveda ponavljamo tudi te male litanije, bomo rekli. Se pravi, ta želja, da bi rešili duše, da jih pripeljemo k Kristusu, to nas mora navdihovati, si prizadevamo za duhovniške poklice, brez duhovnikov ni učinkovitega apostolata, ni svete maše, ni spovedi, ni nobenih zakramentov, tako da to je ta zadeva, ne. Torej, mi smo orodje v Božjih rokah, pojdimo na morje, vrzimo mreže za lov. To je ta spodbuda, bomo rekli, ne. Tako da to je to, kar bi glede tega začel. Zdaj, seveda, mislim, da bi bilo treba najprej pojasniti, kaj je to poklic, ne. Zdaj, v smislu nekega človeškega dela vemo, da nekdo dela nek poklic, nekdo nekaj počenja, ne vem, mesar počenja mesarski poklic, kovač, kovaški poklic in tako naprej. Ampak je nekdo tudi poklican v duhovni poklic in to je malo drugačna zadeva. Se pravi, najprej je to dar. Jezus pravi apostolom, niste vi mene izbrali, ampak jaz sem vas izbral, vas postavil, da greste in obrodite sad, tako tudi sveti Pavel potem, da nihče si ne jemlje tega dostojanstva, ampak Bog to daje. Dar v smislu tudi strani tistega človeka, ki se za poklic odloči, duhovni poklic, ali je duhovnik, ali je redovnik in tako naprej, da se pač daruje. Ta žrtev mora imeti nek smisel, nek svoj namen, mora biti najprej ta namen čist namen, da sledi evangelskim svetom, to pomeni nasvetom, ne? To so načeloma trije, čistost, uboštvo in pokorščina, so predlagani vsakemu kristjanu, da se jih drži v neki meri, kolikor je to mogoče v vsakdanjem življenju, ampak posvečene osebe se skušajo prav še posebej držati teh svetov, ne. Zdaj, če govorimo o svetnih duhovnikih in tako, potem sta dva sveta, ne, ki se malo bolj držimo, ne, se pač obljubi in tako naprej, ne, se pravi čistost in pokorščina, ne, uboštvo je pa potem zlasti pri uboštvenih redovih in tako, ne, je najbolj prisotno, se pač to sprejme, se to obljubi, se zaobljubi pravzaprav, ne, ker v bratovščini potem, to bomo potem drugič še bolj podrobno
o tem spregovorili, ne, o teh vrstah in tako. Mi imamo pač obljubo, ki se položi in sicer se večkrat potem položi, ne. Ni pa to za obljuba, zato ker smo pač drugačnega tipa, ne, bomo rekli. Smo neke vrste svetni duhovniki, ampak po drugi strani imamo tudi neke redovne značilnosti in tako živimo v skupnostih in tako dalje, ampak to bomo še kaj bolj poudarili, ko bomo imeli priložnost. Nekateri dodajo še kaj zraven, recimo Clarise dodajo še za obljubo klauzurnega življenja, to pride zraven. Tako da duhovščina v latinski cerkvi, vemo, obljubi neporočenost in čistost, popolno čistost, no, se pravi, se moramo zmeraj prizadevati za popolno čistost, ne. Neporočenost se imenuje tudi celibat, ne. Zdaj, če bi rekli tudi ta duhovščina vzhodnega obreda, če je znotraj naše bratovščine, se prav tako pričakuje, da se zaveže celibatu, ne, to spravi, ko imamo, ne, spravi to skupnost svetega Jozafata, ne, ki ima te tako imenovane grko-katoliške vernike, ne, in duhovnike, tako da ozemlje današnje Ukrajine in še kakšne druge države, ne, pač, kjer imajo ta vzhodni obred. Tudi to imamo znotraj naših okvirov, ne, tako da to. Samskosti se zaobljubijo tudi večinoma redovniki, ampak ni nujno, da niso poročeni, ne. Tudi to so določene izjeme in ko bomo o tem še posebej govorili, bomo tudi to lahko poudarili. Vemo pa, da čistost mora biti vedno in povsod, ne. Se pravi, tudi vi, ki ste poročeni in tako, vsakdo mora biti zavezan čistosti, vi ste pač zavezani zakonski čistosti. Recimo, to bomo tudi malo bolj, ko bomo zakon obravnavali, ali je to poseben poklic ali ne. Papež Pij XI je namreč pisal o čistem svetem zakonu, ne, se pravi kasti konubiji, ne, o čisti poroki, o čistem zakonu, ne, se pravi te zadeve, ne, se pravi to, nekdo ima tudi čiste namene, ne, morajo biti čisti nameni, da sledim Kristusu v Božji cerkvi in ko pride čas, izrečem neke obljube ali zaobljube, da bom sledil tem evangelskim svetom, ne, se pravi, lahko tudi, kot bomo tudi povedali, v svetu se odločim in bolj sledim tem evangelskim svetom kot tretji rednik in tako naprej, ne, to so te možnosti. Redovniki pa, poleg čistosti, smo rekli, se zaobljubijo v boštvu, to pomeni, praktično nimajo kaj dosti svoje lastnine več, oziroma dobijo, ko kaj rabijo iz skupnega fonda, neke skupnosti delno. To velja seveda tudi pri nas, ker imamo pač misionarski način delovanja, ampak prav zaradi tega načina pa to ne velja potem v polnosti, ne. Smo v bistvu svetni duhovniki, sekularni, ne, tako da imamo neke podobnosti z redovniki, ampak ne potem v polnem smislu, in ko bomo pač govorili o duhovništvu, bomo, kot pravim, to bolj podrobno. Recimo so neki dodatni darovi vernikov, pa to damo v nek skupni fond in kadar kaj rabimo in tako dobimo ven z tistega fonda, ne, recimo nabava hrane in take zadeve, ali pa ne vem, nekdo rabi neko elektronsko opremo, nek računalnik, neke take zadeve in potem nekaj dobi tudi iz fonda ali pa tako, če bi kaj potreboval, ne. Zdaj pri redovnikih seveda se skupaj odločijo, ne, ali res nekaj potrebuje nekdo in tako dalje, ne. Potem mi dobimo recimo za tako imenovano pastoralno kilometrino, ne, se pravi, ko hodimo maševat
mislim, ne hodimo, ampak se vozimo, ne, ker so vendarle razdalje, ne. Recimo jutri, če gremo v Osijek, ne, ni protko blizu, ne, in potem priti nazaj v Slovenijo. Tako da, če uporabljamo avto ali pa javna prevozna sredstva, to nekaj stane in pač to dobimo potem povrnjeno. Tretja zadeva, pokorščina v redovništvu je seveda precej strožje mišljena, ne, in zato tudi kdaj govorijo, dajejo zgled patrapija in tako, ne. Pak moramo vedeti, ne, je vendarle razlika med enim kapucinskim redovnikom, ki se precej strožje je moral držati, zdaj ne vem, kako je pač v modernih časih, ne, neke te redovne pokorščine. Vseeno pa tudi pri ostalih duhovnikih in članih nekih skupnosti tako imenovanega evangelskega življenja, kot se to označuje, velja tudi pokorščina, seveda ne more biti brez tega, ne, je pač urejena, je hierarhična skupnost, kamor pripadamo in pač mora biti neka pokorščina, so neki predstojniki in tako naprej, ne. In v širšem smislu seveda smo zavezani pokorščini, stalnemu nauku cerkve, pa izročilu, pa tako naprej, ne, te zadeve, čemur naj bi bil zavezan tudi vsakokratni sveti oče in škofje in tako dalje, ne. Pač smo v takih časih, kar bomo v tem tudi malo bolj. Tako da to, ne, mora biti prava pokorščina, ker pokorščina je lahko tudi grešna, ne, to bomo verjetno kaj bolj drugič podrobno povedali. Spravi, nekdo stopi na neko pot in mu ni treba preveč skrbeti za neke stvari, ne, deluje znotraj nekih okvirjev, ne, to so te obljube, da bo sledil nekim evangelskim svetom, ne, se bolj lahko posveti delu za Boga in posledično potem za ljudi, ne, stopi na to pot in zato mu ni treba skrbeti, ima neka notranja in zunanja pomagala, bomo rekli, ne, ali orodja. To so te milosti stanu, ne, ti stopiš na neko pot, pa ne ostaneš sam, ne, pridejo zraven. Posebej so to še sakramentalne milosti, ne, v sakramentih služenja, ki sta seveda sveti zakon in bomo rekli sveti red, ne, spravi subdiakonat, diakonat, mašneško posvečenje, škofovsko posvečenje, ne, to je, škofovstvo je polnost svetega reda, ne, potem pridejo tudi sakramentalne milosti, da lahko sveto živimo, ne, da se posvečujemo na tej poti, se pravi na zakonski poti, na duhovniški, škofovski in tako poti, ne, tudi. Tako da to. Tudi ostali, ki se pač posvetijo Bogu, seveda imajo določene milosti, bomo rekli milosti stanu, ne, ker so v redovnem stanu potem, ne. Niso pa, ni nujno, no, da so tudi posvečeni potem moški v duhovnike, ne. Recimo, zlasti gre za to, da živijo v neki redovni skupnosti po nekem pravilu in tako, ne, kot bomo tudi imeli priložnost povedati. In zmeraj se je bolj to poudarjalo, da je nekdo redovnik v neki skupnosti, kot pa da mora prav nujno biti duhovnik. Pač, če je to potrebno, potem tudi duhovnik, ne, ampak drugače ne. In zdaj, seveda, kot smo rekli, tretji redovi in oblati in take zadeve, to je pa odprto potem možnost tudi živeti po nekem zgledu redovniškem in tako tudi za tiste, ki so in ki smo v svetu, ne, se pravi, da nekako upoštevamo, živimo ali po svetem Dominiku ali po svetem Benediktu in tako dalje, ne, to so te zadeve, ne. Tako da nekdo gre po tej poti, lahko je, kot smo rekli, kleriška, lahko je redovna, sprejme neko trdno odločitev in potem prejme
dovolj pomoči, da ustraja na tej poti, in tudi seveda, če nekdo se odloči v svetu, da sledi evangeljskim svetom, tudi prejme dovolj pomoči, da ustraja na tej poti. Zdaj mogoče, kako se kaj prepozna ta poklic, kako se te stvari razdenejo, to so seveda vedno študirali, bomo rekli, cerkveni očetje, cerkveni učitelji, teologi in tako dalje, ne. Nekdo mora s pomočjo razuma in vere seveda stvar premisliti. Včasih pride nadnaravna luč tako jasno, da človek takoj spozna, to je moja pot, ne, ampak to so pač izjeme. Ampak še vedno z razumom. Ja, seveda z razumom, ne zmeraj ti se, kako bomo rekli, se strinjaš, ne, pač s tistim, zmeraj tvoja svobodna volja, ne. Tako da te stvari. Zdaj, kot je nekje rekel Sveti Avguštin, naj bi bilo 10% ljudi poklicani za pot duhovnega poklica, ne. Zdaj, koliko je danes ljudi na svetu, ne? 8 milijard in pol ali koliko, nekaj tazga. Kaj pa Sveti Tomaž, a ni imel še višjo oceno? Ja, sej pravim, zdaj, to je Sveti Avguštin, ne, najprej, zdaj, že če bi gledali tako, potem bi bilo treba 850 milijonov duhovnikov in redovnikov, ne, glede na to populacijo, ne, ali pa če gledamo katoličane, 1,3 milijarde uradnih, ne, bomo rekli, spet 130 milijonov duhovnikov, redovnikov, vemo, da niso takšne številke, ne, tako. Koliko pa je v resnici? Ja, zdaj nisem prav točno gledal teh številk, ampak ker so bolj važne druge stvari, ne, vsekakor so zelo majhne številke, vemo, da so se še zmanjšale, bomo tudi ob tem se ustavili potem. Recimo, ja, Sveti Tomaž je imel še višjo oceno, naš donedavni koprski škof, torej škof Jurij, je govoril celo o vsakem tretjem otroku, in to tudi razumem, kaj je hotel povedati. V normalnih časih, se pravi tudi, ko je on še bil otrok pa mlad, in tako je bilo, da tiste večje generacije, ki še zdaj držijo gor nekako redno duhovništvo, redovništvo znotraj škofij in tako, so poznale po družinah, da je bilo več duhovnikov, redovnikov in tako, ne. Zdaj, seveda temu ni več tako, zdaj je bolj izjema, ne, kot pa pravilo, ne. Tako da zdaj za sam poklic imamo nekako dve znameni, eno je negativno, eno pozitivno. Negativno se pravi, da ni nekih zadržkov za nek poklic, ne. Zdaj, v osnovni meri se pravi, da nekdo se bolj posveti tem evangeljskim svetom, ne, potem pa tudi redovna ali pa duhovniška pot, ne. Se pravi, ni nobenih zadržkov najprej na moji strani, ne, mene kot osebe, da bi šel po tej poti. In drugo pozitivno znamenje, da sem trdno prepričan, da želim služiti Bogu posvečenem stanju, ne. Spravi, jaz se odločim, v svetu bom služil Bogu, ne. Še bolj pa seveda v duhovniškem pa redovniškem stanu, ne. Torej, to je z moje strani, ne. Seveda, treba pa še dosti več. Nekdo ima seveda svobodno voljo, da stopi na to pot, in če se ne odloči za to pot, ne greši, ne, daleč od tega. Se pravi, se ne bo izgubil v življenju zaradi tega? Ne, se je tam bogatemu mladeniču je bilo povedano, ne, se pravi, izpolnjuj zapovedi, ne, če hočeš priti v življenje, izpolnjuj zapovedi, ne. In on je rekel, da je izpolnjeval že od svoje mladosti, ne, se pravi, od svojega otroštva, bi rekli, ne, se pravi, da se je trudil od razumne dobe naprej, se je trudil živeti po Božji volji, torej, ne, tako bomo rekli, ne, to je izpolnjevanje
Božje volje, mi se zveličamo potem, ne. To je pa še več, ne. Če hočeš biti popoln, ne, pol pravi naš Gospod, pojdi prodaj, kar imaš, ne, imel boš zaklad v nebesih. Vemo potem, ne, tudi apostoli, ko so Jezusu rekli, mi smo vse zapustili in tako, ampak je rekel, ne, boste imeli to 100-kratno povrnjeno, ne, ali pa še več, ne, tako da to. Eno je običajna pot življenja, ne, lahko rečemo naravna pot, ne, zato tudi zakon in tako, ne, je neka naravna pot, o tem bomo seveda imeli še priložnost kaj več povedati v prihodnjih oddajah, ne. To je pa seveda nadnaravna pot, ne, je izredna pot, ne. Zato težka dolžnost je na strani bolj tistih, ki so odgovorni, torej duhovniki, spovedniki, duhovni voditelji, ne, če bi preveč malomarno to obravnavali, ne, da nekdo se hoče odločiti za popolnejšo pot, za popolnejše služenje in tako, in da ne bi preveč dajali pažnje temu, ne. To je, na njih je težka odgovornost potem takem, ne. Rekli ste popolnejša pot. Ja. To pomeni, da nista enaka stana zakona in duhovništva. Ne, seveda ne, pač pod popolnosti je seveda, da se odpovemo vsemu, ne. To so ti evangelski sveti, se pravi, se odpovemo, zato ker bomo imeli zaklad v nebesih in pravzaprav, ne, če se odpovemo družini in tako v resnici imamo tudi duhovnike, redovnike in tako drugačne vrste družino, ne, bomo rekli, ne. O tem bomo tudi imeli še priložnost spregovoriti, ne. Recimo, mene je ena redovnica, ki so posebej povezana, me že davno vprašala, da če lahko reče, da je moja duhovna mati. Sem rekel, vi brez problema lahko to rečete, ne. Imate velike zasluge, ne, tudi za moj duhovniški poklic in tako, ne. Spravi, tudi v tem smislu nam je povrnjeno, imamo precej več otrok, ne, če tako rečemo, ampak seveda na drugačen način, v duhovnem smislu, in to je konec koncev tudi važneje, ne, spravi, da smo očetje matere v duhovnem smislu, ne, tudi vi kot zakonski možje, žene in tako očetje matere ste najprej v duhovnem smislu, ne, očetje in matere, ne, potem pa mislim, seveda to pride, se položi na naravo, ne, ker milost ne uničuje narave, ne, ampak najprej ste, bolj važno je, no, da ste v duhovnem smislu, ne, očetje in matere, ne, kot je, mislim, če se spomnim, Ibsen, mislim, da je rekel enkrat, ne, to je norveški, ne, dramaturg, je rekel, da ljudje dajo na svet otroke, pa ne vejo, kaj bi z njimi počeli, ne, v smislu pač vzgoja in to, ne, tukaj je važneje, da smo v duhovnem smislu očetje matere, ne, spravi, tukaj je to dopolnjevanje med sebojno, ne, potem med duhovniki, redovniki in seveda očeti in materami družinskimi, ne, spravi te zadeve. Tako da je treba tukaj spodbujati ljudi, ne, da bi se odločili za boljšo pot, ne, se pravi, sveti Pavel tudi pravi, ne, tam 13. poglavje prvega pisma Korinčanom, ne, pokazal vam bom odličnejšo pot, ne, se pravi, ne, to je pot popolne ljubezni, ne, potem takem, ne. Nekaj je pač ta v človeškem smislu in tako seveda mora biti zraven tudi neka nadnaravna ljubezen in tako dalje, ampak ona duhovna pot, bomo rekli, je seveda boljša pot, ne, pač zahteva več odpovedi, je več skušnjav, je več vsega, ampak se pravi boljša pot, ne, in kot smo rekli tudi, če smo poročeni in tako obstaja tudi še boljša pot,
ob tem, ne? Se pravi, da lahko tudi v tem stanu živimo, se trudimo še posebej za te evangeljske svete, ne? Se pravi tudi to, da se zaobljubimo in da se bolj trudimo, da bi še popolneje živeli, ne? Tudi to svoje družinsko življenje kot očete in matere, pač v nekih obljubah imamo neke dodatne dolžnosti, neke dodatne molitve, se trudimo za neko bolj popolno čistost, za neko bolj popolno pokorščino, za večjo nenavezanost in tako naprej, ne, v materialnem in tako smislu, ne, spravi v boštvo, ne. Tako da to je, nekdo izrazi svojo voljo, svojo velikodušnost, ima neko pripravljenost in je treba ga vsekakor spodbujati, pravilno usmerjati, še posebej, če govorimo o pravem pravcatem duhovniškem, redovniškem poklicu. Torej, zmeraj je treba stremeti k več, ne k manj, ne. Vemo, da to pravilo je v duhovnem življenju, da kdor ne napreduje, pač nazaduje, ne. Tako da to je kot klanec, ne. Bomo rekli, ne. Moraš se truditi, da greš gor, ker če ne drsiš dol, ne more biti drugače. Mislim, namazan klanec, ne, bomo rekli. Tako, ne, zdaj, pri duhovnem poklicu ne gre samo za posameznikovo dobro, ne, bomo rekli, ne, ker to živeti malo bolj po evangeljskih svetih in tisto gre bolj za tvoje dobro, čeprav, seveda, če si poročen, če imaš družino in to se pozna tudi pri tvoji družini in potem pri tvojih bratih v skupnosti in tako dalje, ne. Ampak dobro družbe, svete družbe, bomo rekli, torej dobro cerkve, gre pa potem za to pri duhovnih poklicih, ne. Spravi, ne samo, da sledimo poti nekih evangeljskih svetov, ampak tudi pripadamo potem nekemu organizacijskemu telesu, sprejme to cerkev, ne, se pravi, jaz sem se odločil in cerkev sprejme to, za kar sem se jaz odločil, ne, bolj ali pa manj uradno, ne, sledim potem zakonom popolnosti v neki skupnosti in Bogu darujem del javnega češčenja, kar mu gre, ne, se pravi, v prvi vrsti bi bilo to molitveno bogoslužje, ne, se pravi, brevir, ne, in druge molitve. Duhovniki seveda darujemo tudi svetomašo, ostali pač ministrirajo kakorkoli zraven, ne, pak duhovniki seveda največje javno češčenje dajemo ravno svetomašo, ne, tako da tukaj stoji in pada tudi vse, kar bomo zdaj malo tudi povedali, ne. Tako da zdaj v redovni stan seveda potem takem vsi lahko vstopijo na nek način, ne. Poznamo tudi zgodbe mož in žena, ki enkrat kasneje v življenju, po nekem razburkanem življenju so šli v samostan skupnost, poznamo tudi svetnike in svetnice, ki so tako šli, ne, recimo Elizabeta Ogrska in podobne, ne. Duhovniški stan seveda ni tako dostopen vsem, ne. Kot bomo tudi povedali, se da tudi recimo mož in žena, ki se pol odločita, pa gre vsak v svojo redovno skupnost, pa sta še zmeraj poročena, ne. Tako da tudi na tak način je bolj dostopna zadeva, ne. Zdaj, treba je določeno zdravje, treba je dober značaj, včasih tudi določena formacija, ki se zahteva, da se sledi neki redovniški poti in tako, duhovniški seveda tudi se to še bolj poglablja.
to se za to, da sledimo evangeljskim svetom, se ne potrebuje. Ne? Recimo, če nekdo malo bolj pohabljen ali karkoli, niti ne potrebuje teh zadev, ne? Da bi bil na tej poti popolnosti v smislu, da sledi evangeljskim svetom. Ne? Ampak po drugi strani tudi določena cerkvena avtoriteta mora sprejeti človeka pod svoje okrilje, ne? Se pravi, je tudi uradna stvar. Ne? Tako da dve volji, ki se upadata, da se nekam vstopi. Ne? Se pravi, moja volja, da vstopim v neko redovno skupnost ali pa na pot duhovništva in tako. Ne? In potem cerkvena volja po predstojnikih. Ne? Se pravi, notranji in zunanji poklic se temu reče. Ne? Tako da jaz čutim klic in avtoriteta to prepozna, me sprejme kot kandidata. Ne? Potem je neka pot, neke določene stopnje in bomo potem drugič malo bolj to pogledali, razdelali in tako. Ne? Nekdo se pri sebi vpraša, sem jaz Bogu všeč, nisem všeč, kako je zdaj s tem, a sem ta pravi za vstopiti novicijat semenišče, če imam iskreno željo in pravi, torej nadnaravni namen in da imam dovolj moči, da bi lahko šel po tej poti, potem lahko rečem, ja, jaz sem za to pot. Ne? Se pravi, ni treba nič posebnega. Ne? Sicer to so v zgodovini pol študirali razni cerkveni očetje, učitelji, teologi in tako dalje, prav sveti Tomaž recimo pravi, da ni potrebno dobiti nekega posebnega, bomo rekli, klica in tako, ne, ampak je to kar dovolj, ne, se pravi, da je tudi pravi namen in vse to, kar sem povedal, ne. Kaj pomeni, ne, recimo, da ne grem za duhovnika zato, da bom pohajal po celem svetu, ne, ampak da imam neke više namene, seveda, služiti Bogu, služiti ljudem, pomagati ljudem, da se zveličajo, darovati svetomašo in take zadeve, ne, to so ti nadnaravni nameni, ne, to so pač drugačni, ne. Tako, potem, če nekdo se odloči, grem za duhovnika, mora vseeno tudi pogledati, če ni morda še bolj za redovno pot, ne, zdaj ali kot duhovnik oziroma menih, redovni duhovnik oziroma meniški duhovnik, ne, ali pač redovnik kot tak, ne, kaj je zdaj bolje tukaj, ne. Ali sem jaz za to, da so v neki samostanski skupnosti, a ni to morda bolj za mene, kot pa, bom rekel, samo neka duhovniška pot, ne. Zdaj, namreč ni nujno, če ti greš nekim zdravim redovnikom, da boš posvečen tudi v duhovnika, ne? Ampak če bo to potrebno, boš posvečen v duhovnika. Ne? Se pravi, poznamo recimo v Norči, ne, ki so benediktinci, da če je potrebno, je nekdo posvečen tudi kasneje v duhovnika. Če pa ni potrebno, je važno, da je benediktinski menih. Ne? Se pravi, da daje Bogu čast z delom in molitvijo, ne? Kar je sicer širša zadeva, to bomo potem tudi obravnavali. Spravi, ne neki svetni nameni. Ne? In potem so tukaj predstojniki, presojajo kandidate. Ne? To je torej ta druga volja in morata obe volje nekako sovpadati. Ne? Ker poznamo tudi primere, niso bili nekako primerni kandidati nekje v semenišču recimo, ne? In so jih recimo odslovili in potem so iskali povsod drugot. Ne? Recimo, lahko povemo primer, da ne bomo geografsko preblizu, ne? V Liguriji, v škofiji Imperia Albenga, ne? V Albengi je semenišče, blok je škof, konservativni škof Mario Oliveri je odprl, je sprejemal bogoslovce tudi iz drugih škofij in tudi
tisti, ki so bili v Ekonu, recimo, ne, so bili odslovljeni in jih je on sprejemal in potem je nastal velik škandal potem, ne, ker so bile razne zadeve ven, ne, so prišli škandali, problemi, pa ne samo glede spolnosti, ampak tudi druge stvari, ne, tako da ni to tako enostavno, ne, je treba se zelo truditi, ne, strani predstojnikov, da to dobro nadzorujejo in sprejemajo pač primerne kandidate, ne, to, ne, spravi, oni so potem odgovorni, ne, da potem, ko se reče, da so povprašali odgovorne može in so zatrdili, da kandidati so vredni, da se jih sprejme, ne, ja, mora biti res temu tako, ne pa da potem nekje ni bil v redu, nekje druge pa je v redu, ne, zdaj lahko da res je v redu tudi tisti kandidat, ne, recimo, da ni bil za tisto semenišče pač najbolj primeren, pa je za kakšno druga, ali pa ni bil za semenišče za kakšno redovno skupnost, ne, ampak vendarle, ne, to imajo zelo tako nehvaležno nalogo, ampak seveda tudi dobro nalogo, ne, ti odgovorni, ne, tako da te zadeve malo. Zdaj, mislim, da to smo rekli in zdaj še mogoče bi se malo obrnil še na tisto, ki je bilo rečeno. En duhovnik iz naše škofije koprske je enkrat, ko je en spraševal glede celibata, ne, je lepo rekel, veš, jaz sem se odpovedal samo eni ženski več od tebe, ne, tako, ne, ki je pač možakar bil poročen, ne, eni ženski več od tebe sem se odpovedal, tako da to malo, ne. To mislim, da zdaj smo nasplošno kar nekaj povedali, ne, zdaj ne vem. Ja. Mislim, da se moramo obrniti tudi situacijo, v kateri se zdaj te čase nahajamo, seveda zato, ker bratovščina obstaja in deluje tudi zaradi situacije, v kateri smo danes v cerkvi, ne. Ja. Cerkev se lahko vidimo trudi pri nas in drugod, da bi bilo več duhovnih poklicov, ampak se še vedno nič ne popravi, vse gre samo zgleda, kot da gre vse samo na slabš. Zakaj je tako? Ja, pač nadškof se je odločil, da bo pač rešil duhovništvo, katoliško duhovništvo. Odločil se je za to, da ostane zvest pač temu, kar je prejel, se pravi, ostane zvest sveti maši, tradicionalni sveti maši, maši vseh časov in tako dalje, ne. Zaradi tega je potem pač tudi odločil, ampak ni se sam odločil, ne, kot vemo. Prišli so francoski bogoslovci, med njimi tudi pokojni škof Tissot de Marais, ne, se pravi Bernard Tissot de Marais, ki je pred kratkim premenil. In so prosili pač nadškofa Lefevra, ki je nekako bil že v penziji, bomo rekli, ne, ker se je pač zanjo prostovoljno odločil, ker je vedel, da ne more več iti po tej poti znotraj svoje redovne skupnosti, se pravi očetov svetega duha ali spiritancev, ali kako se že to reče, ne. In so rekli, da oni bi hoteli pač biti vzgajani v tradicionalnem smislu, da bi bili radi tradicionalni duhovniki in pač on ni mogel, da ne bi odgovoril na to zadevo, ne. In kot je rekel v svoji izjavi, da če je pač drugačen zakon molitve, ne, če je drugačno bogoslužje, se tudi vse drugo spremeni, ne, in to vidimo potem v praksi, ne, da se je vse drugo spremenilo
In ni več neklasičen tip duhovnika, niti klasični tip redovnika, ne? In zaradi tega potem zlasti od začetka že se je ogromno jih odločilo, so zapustili vrste, ne? Potem, ko postane v bistvu duhovnik, redovnik in tako nek zastojnski socialni delavec in tisto, potem pač vidimo, da mladi nimajo več neke volje, da bi se temu pridružili, ne? Nimajo nekih zagotovil, nimajo teh stvari, ker vendarle potem, ko se ne gleda več v duhovnem smislu, na eni in na drugi strani, zakaj bi šel po neki poti, ki vem, da ne bo neke bogatije več, ne bom spoštovan, me bojo obravnavali, kakor obravnavajo, ne, so rekli recimo, naša vlada so rekli, da so duhovniki, ali da smo duhovniki in redovniki pač družbeno nekoristni, ali kako je že bilo tisto rečeno, ne. Spravi, to seveda ni res, ne, če tako gledamo, ampak ok, ne, oni imajo pač v svoji viziji, v svojem pogledu imajo vso pravico tako trditi, ne, če se motijo, ne. Zakaj bi nekdo šel, če potem so samo neka nasprotovanja, ne, in potem tudi natovcevanja in razne take zadeve in ni nekega spoštovanja več do teh poklicov, ampak v prvi vrsti smo, mislim, cerkev je začela sama pri sebi, pri tem, da ni več nekega spoštovanja do teh poklicov, ne, in potem pač če nek red, neka skupnost sledi nekih posebnih karizmi, recimo oskrba bolnikov, šolstvo, vzgoja, take zadeve, kadar pač tega ni več, potem seveda tudi ni več razlogov, da obstajajo, ne? Tako da je veliko, bomo rekli, teh razlogov, ki potem to opravičujejo, oziroma ne čudi, da se je to tako drastično zmanjšalo, zaradi tega, ker pač se zahteva neko herojstvo po eni strani, po drugi strani, zakaj bi neke stvari, ki jih lahko delam v svetu bolje, imam večje zadovoljstvo, imam večje plačilo in take zadeve, imam večjo pohvalo, ne? Zakaj bi delal kot duhovnik, redovnik, kot neporočen, brez družine in tako dalje, ne? Tako da tukaj vidimo, ne? To, kar govorite, me spomni na to, da mi večkrat ljudje rečejo, da duhovnikov ni več, zato ker nimajo nobene svobode, ne morejo zase živeti, ne morejo se izpolnjevati na nek način, nimajo svobode izražanja. Kaj je potem tisto, kar zaradi česar bi se legitimno mlad fant ali pa mlado dekle odločil biti duhovnik ali pa iti v posvečeno življenje? Ja, odločil bi se, če bi bil duhovnik oziroma redovnik posvečen zlasti duhovniškemu oziroma redovniškemu delu, ne, se pravi, še posebej služiti Bogu, še posebej biti v odnosu z njim, v ljubezenskem odnosu z njim, ki je naša največja dobrota, naša največja ljubezen, ne. Se pravi, za duhovnika grem, če bom lahko daroval svetomašo, če bom lahko odvezoval od grehu in te zadeve, ne pa zaradi nekih drugih svetnih in posvetnih razlogov, ne? Ker to so začeli poudarjati, ne? In tudi še druge stvari, ne? V bistvu so začeli poudarjati, ampak najprej ta stvar, ne? Se pravi, ti ne smeš biti nekako ločen od sveta, ker da prej duhovniki, redovniki so zares bili ločeni od sveta, niso bili ločeni od sveta, ne?
so bili, kako bi rekli, razločeni, niso bili pa ločeni, ne, ker ne moreš ti tudi to, ne moreš ti ločiti cerkve in države v tem smislu, ne, kakor bi ločil dušo od telesa, ne, kadar se loči duša od telesa, nekdo umre, ne. V krščanski dobi je to pač bila ena od poti, od 3 poti, ne. Eni so skrbeli pač za obrambo, so bili vojaki in tako naprej, drugi so skrbeli za tisto, kar je bilo potrebno za vsakdanje življenje, se pravi, da so pridelovali hrano, pijačo, da so izdelovali stvari, ne, se pravi, te obrtniške zadeve, in tretji so seveda bili za duhovno skrb, ne. Zdaj, gotovo v neki meri je potem se tle pretiravalo, da so ti laiki, se pravi neposvečeni, tisti, ki niso bili redovniki, duhovniki, so rekli, zdaj nam ni treba preveč za to skrbeti, ker že vi za to skrbite, ne. In so rekli, boste vi namesto nas molili in te stvari delali, ne. Zato je potem s časoma tudi prišlo do klerikalizma, ne. Se pravi, so ti duhovniki, redovniki rekli, ja, dobro, zdaj, če nam dajete tako pooblastilo, tako oblast, bomo tudi malo več si mi vzeli, ne. Bomo za malo več skrbeli, ne. Tako da tudi te stvari, ne. Je bilo potem včasih več duhovnikov, ker so imeli več oblasti? Ne bi rekel. Mislim, vemo, da so bile zlorabe v tem smislu, gotovo, in da je bila tudi, je bila neka varnost, neko zagotovilo in tisto, ampak vemo, recimo, čisto tako konkreten primer bom dal, Goriško malo semenišče, ne, ki je zdaj imamo od tistega Sedejevega, je zdaj univerza noter, v Gorici, ne, se pravi na italijanski strani meje, ne. So bili številni noter, recimo Frane Erjavec in podobni, ne, ki so najprej, zato ker so bili pač z kmečkega podeželja in tako so šli tja, morda so mislili, da imajo tudi duhovni poklic ali pa redovni poklic in tisto, in so potem šli v druge vode, ne, recimo poznamo kot enega od največjih naravoslovcev, ne, recimo Frana Erjavca, ne. Če gremo recimo v ta muzej, ne, v Ljubljani, je tam zelo čislan, ne, tudi Fran Erjavec, ne, kot eden od velikih Goričanov, bomo rekli, ne, tako da to. Po drugi strani, kot smo rekli, ne, tudi nekateri tudi znotraj redovniškega, duhovniškega poklica so delali svoje delo, ne, ker to konec koncev spadalo na nek način tudi k molitvi, ne, recimo znano je, kako jezuiti še dan danes, no, pravzaprav so spekuli romani, ne, se pravi v tem observatoriju, ne, se ukvarjajo z astronomijo in tako naprej, ne, se pravi, niso bili nič ločeni od sveta, ne, torej v tem smislu jim ni nič manjkalo, ne. Odločili so se prav zaradi te specifike, da bi Bogu služili na tej poti, ne. Tako da to, pustimo pol zlorabe in tisto zmeraj je, ampak dan danes seveda, če ti ne greš tja z nekih nadnaravnih namenov, če nimaš več tega nadnaravnega pred sabo, zakaj bi šel tja, ne. Mislim, kot sem rekel, ne, v bistvu nek socialni delavec ali karkoli, ne. Zakaj? Zato, da bo država na tebi prišparala, zato, kaj narediš vse tisto, kar ona noče delati, pa bi morala, ne.
spravi te socialne reči. Tako da zaradi tega jaz mislim, pač podpirajo te stvari. In zdaj bom rekel, da oni so se odločili pač v cerkvi za neko drugo pojmovanje vsega skupaj in da so temu potem prilagodili tudi vse skupaj in pater Wilhelm, se pravi tajnik našega okrožja, ki skrbi sicer za Madžarsko, je rekel, da so v bistvu to ukinjanje župnij oziroma to, da je manj duhovnikov, redovnikov in to, da to so v bistvu zanalašč naredili pač zaradi tega, ker so imeli drugačno vizijo. Se pravi, dajmo prilagoditi se svetu, dajmo biti neki družbeno koristni delavci, ne? Ampak to je v bistvu že zmota jožefinizma, če se tako obrnemo. Se pravi, vi morate biti koristni, tisti, ki samo molijo in tisto, čeprav vemo, da tako imenovani zaprti redovi ne samo molijo, tudi ročno delajo, tako da so seveda družbeno koristni, ampak moraš imeti pravo vizijo vsega skupaj, se pravi, ali smatraš, da ta družbena, meniš pač, da to delo teh redovnikov, duhovnikov in tako je koristno, ali meniš, da ni koristno, se pravi, ali ti gledaš samo posvetno na vse skupaj, ali gledaš tudi, bomo rekli, spravi nadnaravno, vse skupaj, zaradi tega pravi. In to gotovo se tako zmanjšalo zaradi tega, tudi spravi, ni slučajno, in zdaj recimo škof Jurij je povedal, da je posvetil v teh skoraj 13 letih, 12 in pol gotovo, je posvetil, koliko je rekel, 12 duhovnikov ali 14 duhovnikov, glavno neka taka številka, zdaj ne vem, se lahko se ozrem tle, kaj je rekel točno, ampak v bistvu jih je pa 14, jih je posvetil, pokopil pa 42, In recimo od 2010, ko sem jaz bil posvečen, do zdaj nekako je 30 duhovnikov manj. Po celi Sloveniji ali v škofiji? Ne, zdaj govorim za našo škofijo, zdaj ne morem celo Slovenijo obravnavati, mislim, bi bilo potrebno malo bolj to raziskati. Pa v koprski škofiji se je šlo potem v ukinjanje župnij in pridruževanje in tako, v bistvu se ni naredilo nič, kar se v preteklosti ne bi že delalo, kakšne manjše ali pa bolj izpraznjene in tako župnije, pa tiste, kar je bilo ustanovljeno pod italijansko državo, spravi pod kraljevino Italijo, ko je tam bila na našem področju, da se je to nekako ukinilo in se je pridružilo pač nekim večjim enotam in tako, ampak žal se to hoče predstaviti kot nekaj dobrega, Zdaj lahko bi rekli, neke stvari so bile nujno potrebne in tako, ampak zakaj potem takem pravi, da to je bilo pridruženo samo tisto, kjer je 10% prebivalstva, v bistvu bilo noter, zakaj se potem ni šlo v neke večje posege, reze in tisto, kot pravi pa pater Wilhelm recimo za škofijo Linz, da so ukinili tudi določene zelo, ko bi rekli, starodavne in tako župnije, oziroma so naredili večje in tako dalje. Vemo po Sloveniji, kako so naredili neke pastoralne zveze, pastoralne enote in tako, kar so seveda dobili pri okoliških državah, Avstrija, Italija zlasti in tako dalje.
se to šlo delati, ampak kakšna je korist tega, ne? Zdaj vidimo. Kaj imamo v semenišču? V semenišču z mojih časov, ko nas je bilo recimo še približno v 2 semeniščih 70 bogoslovcev, smo prišli na ljubljansko semenišče, ki ima 19 bogoslovcev trenutno, ne. En bogoslovec študira v Zagrebu, eden v Rimu, govorimo seveda o škofijskih, ne, bogoslovcih. Od tega smo prišli, ne, se pravi to, ne, posvetno razmišljanje, mesejno razmišljanje, potem duhovnik je človek kot vsi ostali, ne. Se pravi, ni več razlike med službenim duhovništvom pa krstnim duhovništvom, ne, skupnim duhovništvom tudi, kot se temu reče, ne. In potem takem tudi udinjanje feminizmu in tem zadevam, ne, vemo, recimo, če pogledamo primer škofija Bozen-Brixen, ne, se pravi, to je Južna Tirolska, ki je danes v Italiji, ampak je pretežno nemško govoreče področje, zlasti kar zadeva bomo rekli Bozen in to, ne. Zdaj tam na področju Brixna in to je tudi nekaj italijansko ali pa tako govorečih, ampak dobro. V glavnem so že določili, ne, in navadno so to ženske, ki vodijo neka bogoslužja ob nedeljah, praznikih, ki pokopavajo in tako dalje, ne. Zdaj imamo tudi že prefektke dikasterijev. Tudi, ja, tudi te stvari in nekje v Franciji, ali kje sem videl, da so dali, nimajo več generalnega vikarja, imajo generalno vikarko, ali kako bi rekli, ne. Se pravi, tudi te stvari, ne. Zakaj se potem čudimo, ne, neke zadeve, zakaj bi se nekdo za to odločil, ne, se pravi, zaradi tega so se stvari zmanjšale, ne, zakaj bi bilo, če seveda ne priznavamo potem, da zaradi svojega posvečenja in tako je duhovnik v tem smislu nekaj posebnega, da je ta, kot se reče, bistvena razlika, da je ontološka diferenca med nekom, ki je posvečen in nekom, ki ni in tako dalje, da je duhovni pastir, duhovni oče in te stvari, ne. Kaj to pomeni ontološka razlika? Ja, kot sem rekel, v smislu neke bistvene razlike, ne, spravi, da je notranje drugačen. Tisti človek, ki je posvečen, ne, se reče, da dobi poseben značaj, ne, ki je sakramentalni značaj, dobi duhovniški značaj, ne, in deleži, kot bomo tudi naslednjič bolj podrobno povedali, deleži v bistvu v duhovništvu samega Jezusa Kristusa, v osebi Jezusa Kristusa in persona Kristi pač izvršuje svojo duhovniško službo, kar drugi ljudje ne morejo, ne, delati, ne morejo maševati, ne morejo odvezovati grehov in tako dalje, ne. To je ta razlika, ne. Spravi je ta notranji značaj, ki je drugačen, ne. Nismo enaki, ne. Nismo na enaki ravni, enaki stopni in tisto, ne. Zato tudi, če je še tako slab duhovnik v nekem moralnem smislu, kot je imel navado reči sveti Frančišek Asiški, vseeno mu poljubi roko, ne, je rekel, ne, on tudi najslabšemu duhovniku, ne, ker je pač Kristusov duhovnik, ne. Zdaj za svoje moralno početje in tako in za svoje farizejstvo, se pravi za neskladje med tem, kar uči in tem, kar živi, bo seveda odgovarjal sam in to se tudi pozna potem v nekem delovanju v življenju in tisto treba skrbeti pač za
čisto za sveto življenje in tako, ampak vendarle njegovi zakramenti so veljavni in prihaja pač posečujoča Božja milost, ne, po sveti maši, po teh zakramentih in tako, ne. To so te zadeve, ne. Kaj pa v semeniščih bratovščine? Ja. Je kakšna razlika, je kaj boljš? Če se samo na številke obrnemo, Ja, oziroma zakaj je tako, kot je na eni in drugi strani? ja, pač čeprav počasi, ampak vendarle številke pri nas rastejo, ne. Pa ne samo pri nas, bomo rekli, tudi povsod, kjer so se odločili že za konservativnejšo pot, se že pozna, ne. Še posebej pa, kjer so se odločili za tradicionalno pot, ne, zdaj naša bratovščina seveda se je odločila za popolnoma tradicionalno pot, se pravi, da sledi temu, kar se je vedno povsod in strani vseh verovalo in učilo v cerkvi, ne. Se pravi, tudi glede maše, duhovništva in teh stvari. In od tistih par duhovnikov, duhovniških kandidatov, ki so prišli takrat obenem s pokojnim škofom Tisejem do nadškofa Lefevra, je zdaj prišlo do kakih 730 duhovnikov, ne, po vsem svetu, ne, kar ni slabo, ne. To tudi govori Don Davide v tem svojem zadnjem intervjuju, vabim, da se pač tudi to prebere in poglobi v te stvari, ampak seveda še zmeraj premalo, ne. Poglejmo, se zmeraj odpirajo kakšne nove kapele, kakšni novi centri, kjer se mašuje, potrebe so seveda velike, ne. Recimo nekdani, do nedavni, bomo rekli, predstojnik italijanskega okrožja Don Ludovic Santanja, ki zdaj je v Riminiju, ne, je lepo pridigal, da imamo v bistvu že tako, če pogledamo, je premalo katoličanov še zmeraj, ne, ker v najboljšem primeru v Afriki, ne, gre za 18%, ne, populacije, ki je katoliška, ne. Zdaj, če hočemo, da bo več katoličanov, rabimo tudi več duhovnikov, ne. Zdaj, to ni lih najboljše, ne, da se duhovniki moramo voziti velike razdalje in tako, da bi oskrbeli z mašo in zakramente vse te ljudi, ne. Tako da v tem nekem večjem ali širšem smislu imamo tudi mi svoje težave, ne. Se pravi, da je žetev velika, delavcev pa malo, ne. Ampak po drugi strani lahko rečemo, da res ne ukinjamo, ne združujemo in tisto, ampak odpiramo nove zadeve, ne, nove centre in tako dalje. Dobro, glede semenišča v Avstraliji se je to seveda zaprlo, ni se ukinilo, se je zaprlo, pač zaradi splošnih razmer, ker vemo, kaj je bilo leto 2020 in tam dalje, ne. Je bilo pač nemogoče za tiste azijske in oceanske kandidate, da bi hodili tja študirati, ne, za duhovnike, zaradi tega se je to zaprlo. Drugače pa je seveda vedno dovolj kandidatov in se je seveda v Zeitskopfu, kjer je semenišče na Bavarskem v Nemčiji za naše kraje, se je odprlo novo krilo semenišča, ne, ker je bilo premalo prostora za vse bogoslovce, ne, tako da so te stvari so resnične, tako da po eni strani dobro, po drugi strani se mora to nujno izboljšati in zato tudi to leto, ne, da te stvari iščemo, da stremimo po tej zadevi, ne. Tako. Dobro, pol pa sem, ko ste poslušali, to je samo zdaj za začetek.
bomo še kaj posneli o tem, bomo še govorili o tem, glih zato, ker bratovščina želi. Zaradi tega je tudi Gospod dal pobudo, da se tega lotimo. Če vas vsebina zanima, če vam je ta epizoda kaj koristila, ali ste se kaj naučili, ali vam je dal misliti, vas vabimo, da se naročite na kanal, da kakšen like stisnete, da delite s prijatelji. Če vas zanima, verjetno upam, da vas zanima glasilo Kristus Rex, glasilo bratovščine v Sloveniji, lahko pišete na info@fsspx-slovenija.si. To je pa to. Hvala za pozornost, hvala, da ste si pogledali in se slišimo in vidimo naslednjič.